Naša ustanova se imenuje Zavod svetega Frančiška Saleškega. Sestavljajo ga 3 deli in eden od njih je gimnazija Želimlje. Letos jo obiskuje natančno 300 dijakov, od katerih se jih približno 60 vsakodnevno vozi v šolo. Ti dijaki pravijo, da se jim čas, ki ga porabijo za vožnjo iz Ljubljane ali še oddaljenejših krajev, zdi vreden truda. Poleg tega pa se lažje še naprej posvečajo popoldanskim aktivnostim, kot so športni treningi in glasbena šola. Ostalih 240 dijakov čez teden spi, pa se uči, poje, se smeje in joka v dijaškem domu Janeza Boska. Ta že nekaj let deluje na 2 lokacijah, in sicer poleg Želimelj tudi v Ljubljani na Rakovniku, kjer je letos približno 50 dijakov. V popoldanskem življenju v domu skrbimo za celostno vzgojo mladega človeka, kar pomeni, da učenje dopolnjujemo z zdravim preživljanjem prostega časa in vsebinami, ki spodbujajo duševno in duhovno rast mladostnikov. Celoto Zavoda svetega Frančiška Saleškega zaokroži Majcnov dom, ki v delu svojega delovanja ponuja tudi programe, ki jih organizirajo salezijanci. Mnogi od vas ste že spoznali duhovne vaje v Želimljem ali pa morda pevske konce tedna. Ampak vrnimo se k sami gimnaziji, zaradi katere ste najbrž tu. Na naši gimnaziji sta letos 202 dekleti in 98 fantov. Če med dekleti ali med fanti ta podatek koga zaskrbi, bi rada dodala, da je to razmerje za slovenske gimnazije dokaj običajno, le da pri nas občasno v kakšnem razredu celo zadiši po delitvi pol-pol. Naša gimnazija je zasebna šola, in sicer ena od 4 katoliških šol v Sloveniji. Med temi šolami je edina salezijanska, medtem ko so ostale 3 škofijske in jih najbrž že poznate. To so škofijske gimnazije v Vipavi, Mariboru in Ljubljani. Kaj pomeni, da je šola salezijanska? Salezijanci se kot redovniki prednostno ukvarjajo z vzgojo mladine, tako kot se je 150 let nazaj z mladimi ukvarjal njihov ustanovitelj, sveti Janez Bosko. Ta je celo svoje življenje skrbel za to, da so revni fantje prišli do dobre izobrazbe, ter se je s sklepanjem prvih socialnih pogodb boril proti izkoriščanju. Poleg tega pa se je zelo trudil za toplino in domačnost ter zdravo druženje svojih fantov ter za njihovo duhovno razsežnost. Ko govorimo o katoliški in salezijanski šoli, seveda moramo poudariti, da imamo občasno tudi kakšne vsebine, ki so versko obarvane. Šolsko leto radi začnemo in končamo s sveto mašo. V adventu nam je prijetno, ko postavljamo jaslice. Na avtobusu na ekskurziji ob kitarah pojemo tudi verske pesmi. Zato se najbrž postavlja vprašanje, kako gledamo na neverujoče dijake. Takole bom rekla, nikogar ne silimo, naj začne verovati. Bomo pa veseli, če bo dobrohotno gledal na našo vero, ki nas oblikuje v to, kar smo. Na naši šoli izvajamo program gimnazije Želimlje, ki je enakovreden programu splošne gimnazije, kar pomeni, da vodi na maturo. Za primerno pripravo na maturo pa je treba veliko delati, in to vsa 4 leta. Leta 2020 smo tako med 294 dijaki imeli 107 odličnih, žal pa se 6 ni čisto vse izšlo po načrtih. Naši maturantje so na maturi redno zelo uspešni. Natančnejših številk vam ne moremo posredovati, saj v zadnjih letih ni več javno objavljenih primerjav med šolami. Smo bili po vmesnem obdobju, ko so bili ti podatki dostopni tudi javnosti, vedno med tistimi šolami, katerih dijaki so dosegli največ točk na maturi. V celostni vzgoji, v kateri so pomembni vsi vidiki človekove osebne rasti, se nam zdi matura pomembna zato, ker mlademu človeku odpira marsikatera vrata. In ta vrata so si lanski maturanti odprli v 26 različnih smeri. Po tem seznamu sicer prednjačita biotehniška in filozofska fakulteta, vendar če si ogledamo število naših maturantov na posameznih študijskih smereh,
je na prvem mestu v resnici medicinska fakulteta. Kakšna je še naša šola? Naši dijaki pravijo, da je lepa, in tudi zunanji obiskovalci, ki se sprehodijo skozi naše prostore, potrjujejo, da je urejena. Se tudi pri nas zgodi nesreča, se kaj razbije ali umaže, ampak načeloma naši dijaki zelo pazijo in ohranjajo svoje delovno okolje urejeno in prijetno. Poudarjam in upam, da me ob lepih fotografijah sliši prav vsak, naša šola ni idealna. In pri tem moram citirati našega ravnatelja, ki rad reče, da niso idealni niti dijaki, niti profesorji, pa še celo ravnatelj ne. Vsekakor pa naši dijaki niso vedno takole nasmejani. Resen študij terja svoj davek in v vsakem življenjskem obdobju pridejo takšni in drugačni trenutki. Pomembno je, da takrat znamo opaziti stisko, se ustaviti in prisluhniti. Pa ne govorim samo o vzgojiteljih, ampak tudi o naših mladih, ki znajo nuditi pomembno oporo svojim vrstnikom. Trudimo se, da v polnosti izkoristimo svojo umestitev na obrobje Ljubljanskega barja. Gibanje in s tem sproščanje v naravi se nam zdita zelo pomembna in ta pogled je del širšega prizadevanja za zdrav način življenja in proti vsemu nezdravemu, tudi proti pretirani uporabi telefona, predvsem pa proti vsakovrstni uporabi prepovedanih substanc. Te se pojavljajo tudi pri nas, ampak to težavo hočemo videti, opaziti in tudi rešiti. Pri tem nam zelo pomaga dejstvo, da je šola majhna in povezana. Zato bi rekla, da če kdo že zdaj ve, da ga cigarete, alkohol ali droge močno vlečejo, da mogoče zanj nismo prava izbira, še zlasti, če se na tem področju ne bi bil pripravljen potruditi za pravo stvar. Rekla sem, da smo majhna in povezana šola. Hkrati pa prihajamo iz cele Slovenije, letos kar iz 72 občin. Na rečni pestrosti se navdušeno čudimo na vsakem koraku, hkrati pa se veselimo poletja, ko korone ne bo več in se bomo lahko s kolesom ali vlakom obiskali na različnih koncih Slovenije. Ob podatku, da je šola zasebna, se marsikateri oče ali mama vpraša, ali bodo zmogli stroške za šolanje svojega otroka. Naj vas pomirim, ne bo potrebno vlamljati v sefe ali banke. To bomo prepustili izurjenim dijaškim ekipam profesorja Šlajpaha, ki s svojim fizikalnim mojstrstvom zmagujejo na mednarodnih tekmovanjih v odpiranju fizikalnih sefov, torej sefov, ki temeljijo na fizikalnih zakonitostih. V največjih denarnih stiskah bo pomagal sklad gimnazije Želimlje za otroke iz socialno ogroženih družin. Sicer pa na naši šoli kljub zasebnemu statusu nimamo šolnine, saj kot del javne izobraževalne mreže večino financ dobimo od države. Imamo pa tako imenovani prispevek za nadstandard, ki letos znaša 30 € in ga plačujete 10 mesecev na leto. Ta denar se izključno porabi za programe nadstandardnih dejavnosti, kot so gledališče, avtobusni prevozi, dnevi komunikacije, ekskurzije po Sloveniji in zamejstvu in podobno. Med šolskim letom se pri nas dogaja marsikaj, kar nam dela šolske tedne prijetnejše. Dijaki in profesorji imamo radi športne dneve. V okviru zimskega gremo med drugim smučat, drsat in na pohod, v pozni pomladi pa nas čakajo raftanje po Soči, Pustolovski park, kajak na Krki in tudi tokrat pohod. Tule je nasmejana razredničarka del ekipe svojih fantov. In najlepše pri vsem tem je, da se moštveni duh po takih izkušnjah prenaša tudi v razred. Vendar nismo samo športniki, zanima nas tudi lepota. Zato radi obiščemo gledališče. V Ljubljani ali v Želimljah si ogledamo resne in manj resne gledališke predstave ali hudomušne muzikale. Občasno pa se po dodatno ponudbo odpravimo v Trst. Tako so nekatere predstave za vse, nekaj pa jih prostovoljno obiščejo največji sladokusci med nami. V domači Majcnovi dvorani
Radi prisluhnemo koncertom slovenskih glasbenikov. Med drugim so nas obiskali Nejša, Džezva in skupina Čedahuči. Zelo reden in navdušen gost pri nas pa je Vlado Kreslin, ki z veseljem zapoje tudi z našimi dijaki. Mladi se radi družijo in spoznavajo drugačna kulturna okolja. V preteklosti smo se povezovali predvsem z nemškimi šolami, zdaj pa se v okviru programa Erasmus Plus obračamo predvsem proti Španiji, kjer smo povezani s Salezijansko šolo v Sevilji, s katero izvajamo španske in angleške izmenjave dijakov, pa tudi profesorjev. Naši dijaki so v Španiji najbolj presenečeni nad njihovim tempom življenja in odnosom do copat, potem pa jim doma vrnemo z zimsko pokrajino. Mnogi španski prijatelji so namreč v Planici prvič v življenju videli sneg. Med obema izmenjujočima se skupinama se spletejo prijateljstva, zato se je zelo težko posloviti. Ampak naša dekleta pravijo, da s Španci še vedno ohranjajo stike. In s tem pridemo do potovanj, za katera naši dijaki povedo, da so najlepši del šolskega leta. Vsako leto namreč odidejo na 8 do 10 dnevno potovanje po Evropi, kjer vidijo in spoznajo marsikaj novega, ter so drug drugemu navdušujoči sopotniki. V prvem letniku spoznajo starodavni Rim, ter na Vezuvu pokukajo v vulkanski krater. In ker je vreme že toplo, lahko ob poti tudi večkrat zaplavajo. Tule si starimi Etruščani delijo starodavni termalni vrelec Saturnija. V drugem letniku preizkušajo poljske specialitete, raziskujejo slovaški kras, se v odličnih čeških hotelih učijo likati ter občudujejo nemški baročni Dresden. Sicer pa je ta ekskurzija znana po svojih naravnih lepotah. V tretjem letniku nas začara Pariz z Louvrom in osupljivim Eifflovim stolpom, še bolj pa Normandija s svojimi klifi in čarobnim otokom Mont Saint-Michel. Maturantje pa svoj 4. letnik začnejo v Španiji z morjem, soncem in neverjetnimi umetninami Gaudija in Dalija. Tisti, ki si želijo ogledati še več sveta, se lahko odpravijo tudi na dodatne poletne ekskurzije, v okviru katerih smo doslej obiskali Anglijo in Zeleno Irsko z njenimi megalitskimi spomeniki. Na Norveškem smo iskali in našli čudovite razglede nad fjordi in zasneženimi pokrajinami. Za dobro mero pa nas je osvežil kateri od njihovih neštetih slapov. V Rusijo smo se podali takoj po svetovnem prvenstvu v nogometu, večkrat smo obiskali tudi Balkan in Malto. Druga stvar, ki jo imajo naši dijaki najraje, pa so tako imenovani dnevi komunikacije. Takrat imajo drugačno šolo, saj za približno en teden odidejo na Pohorje ali v Veržej, kjer s pomočjo delavnic in pričevalcev še intenzivneje raziskujejo sebe in odgovarjajo na življenjska vprašanja. Hkrati pa je v teh dneh zelo poudarjen predvsem čas za prijetno in koristno medvrstniško druženje. To so bile najosnovnejše informacije o naši šoli. Glede ostalega dogajanja in obšolskih dejavnosti pa vas vabim, da se sprehodite po naši spletni strani in si ogledate gradiva, ki smo jih pripravili za vse, ki vas zanima utrip naše ustanove.